Zakaj čakati na posebne priložnosti, da praznujemo sebe? Zakaj čakati na dovoljenje, da se počutimo cenjene, ljubljene in posebne? Ne, večerja za eno osebo ni zgolj obrok, je praznovanje sebe, svoje poti, tvojih dosežkov in tvojega bistva. Pripravi si svojo najljubšo jed, tisto, ki te vedno spravi v dobro voljo, ki ti pričara nasmeh na obraz. Obleci se v tisto, v čemer se počutiš neustavljivo, čudovito in resnično ti. Prižgi sveče, natoči si kozarec svoje najljubše pijače in se usedi. To je tvoj trenutek, tvoj obred, tvoje praznovanje. Medtem ko uživaš v vsakem grižljaju, se spomni na vse, kar si preživela, vse, kar si dosegla. Ne glede na to, ali so to bili izzivi, ki so bili majhni ali veliki, si tukaj zdaj močnejša in modrejša. Vsak grižljaj naj bo kot en opomnik, da si vredna, da si zaslužiš vse najboljše, da je tvoja sreča pravzaprav v tvojih rokah. In ko nazdraviš sama sebi, pusti, da se tvoje srce napolni s hvaležnostjo. Hvaležnostjo za svoje zdravje, svoje ljubljene in svoje sanje. Hvaležnostjo za to, da si tukaj, zdaj, živa in da imaš moč, da ustvarjaš svojo prihodnost. Večerja za eno ni znak samote, je znak samozadostnosti, neodvisnosti in moči. Je priložnost, da se povežeš s seboj na najgloblji ravni, da praznuješ svojo edinstvenost, svojo lepoto, svojo življenjsko pot. Torej, ko večer pride v noč, naj ti to praznovanje sebe služi kot opomnik, da si zvezda svojega življenja. Da je vsak dan priložnost za praznovanje, ne glede na to, ali si v družbi ali pa sama. Ker ko praznuješ sebe, praznuješ največje čudo, čudo življenja. Zato, draga moja, ko naslednjič razmišljaš o večerji, ne razmišljaj o tem kot o obroku, ampak kot o priložnosti, da praznuješ sebe, svojo moč, svojo samostojnost in svojo lepoto. Ti si vredna praznovanja, danes in čisto vsak dan.